V vsakdanjem življenju uporabljamo kopico steklenih predmetov. Eden najbolj pogostih je kozarec. V Slovenskem etnografskem muzeju lahko ob mnogih steklenih predmetih občudujemo tudi slike na steklo, ki so krasile kmečke domove v 19. stoletju. Ljudski slikarji so na steklo risali različne motive. Malemu mojstru je zelo všeč motiv svetega Jurija, ki premaga zmaja. Malemu mojstru se je zgodila mala nerodnost. Pri malici je razbil kozarec, steklen kozarec. Ali bi mu ga lahko kdo sestavil ali zlepil? Spomni se na oblikovalko stekla mojstrico Barbaro in jo obišče v njeni delavnici. Barbaro je našel sredi dela. Kakšen plamen! Ampak brez plamena ni steklarskega dela. Zgleda nevarno, zato si je dobro zaščitila oči. Barbara je po izobrazbi steklarka in steklobrusilka. Prvič je v steklo pihnila že pri 4 letih. Izdeluje različne okrasne in uporabne steklene izdelke. Steklo zna popraviti in restavrirati, vendar pa najraje oblikuje nakit iz stekla. Ja, prav ste slišali, nakit iz stekla. Malega mojstra potolaži zaradi razbitega kozarca in mu pripravi stekleno presenečenje. Le kaj bo nastalo iz steklenih palčk in cevk? Le dobro poglejte. Nad ognjem iz cevi nastanejo mehurčki, z vlečenjem pa dobivajo obliko, ki si jo je zamislila. Steklo je prozorno ali obarvano. Zdi se neverjetno, da je steklo iz peska. Nastane s taljenjem mešanice peska in drugih mineralov v peči pri temperaturi 1700 stopinj Celzija. Steklo je torej naraven material, ki lahko prevzame na tisoče oblik. Se že vidi, kaj nastaja pod spretnimi prsti. Slonček! Po indijskem verovanju 7 slonov pomeni srečo. Sta že 2, samo da se ne razbijeta, ampak pregovor pravi, da tudi steklene črepinje prinašajo srečo. Pa naj tako ostane.